Kon, lej, iPad je, jabolk. Imaš rad jabolk? Imaš rad jabolk? Vino, lej, Kjer iPad je to? 9, iPad 9, a je videl? Imaš rad? Ne mu še ekran pokaže, pa ga pojedu. Ne. Ekran? Ej, ej! Ej, no. Nisi dober. Ni mu všeč. No. Bomo videli, če je nama. Živijo, sva Davor in Andraž iz Sweetek TV in danes smo se odločila nadaljevati tisti video o tablicah, Android tablicah, ki sva ga nedavno naredila z Linksom. Link, za katerega bi tudi nekje tukaj gor pripet. Pauza od testiranja Apple naprav tudi očitno ni mogla dolgo trajati, ker je Apple na eventu 14. septembra predstavil kar nekaj naprav. Drug razlog za to pa, ker je kolega dal nama na posojo nov iPad 9 in so ga hotela takoj pokazati, kaj lahko dobite za svoj denar, če samo malo bolj se izprsite in kupite Appleovo, ne pa Android tablico. Hvala najnemu kolegu, da nam je posodil svoj iPad za današnjo oceno. Fun fact, to je tudi sploh prvi iPad, ki ga bo ocenila na najnemu kanalu. Drug fun fact pa je ta, da če polajkate tale video in se naročite na najn kanal, nam boste tako ful pomagali. Spremljajte naju pa prosim še na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku. Močno upava, da bodo vsa našteta omrežja delovala, da se boste lahko sploh naročili na naju. Today, Facebook and Instagram were hit by a massive outage and stopped working. Sam tok, da ne bo kakšne pomote, danes bo govora o navadni iPad 9, ne o Proju, ne o Miniju in ne o Airu. Navadna 9 je vstopni model in pride v lepi minimalistični Appleovi škatli, kjer najdete napravo, nalepke in pa prilogijo. Če imate pa LTE varianto, še orodje za odstranitev SIM kartice, ampak mi da sva itak dobila obično samo Wi-Fi verzijo. Sreč se Apple pri tablicah še ni odločil, da ne bi dal v škatlo še polivca. Ta je 20W in če imate iPhone, ga lahko z njim hitro napolnite. Tako da bo prišel prav za več kot le zgolj eno napravo. Je pa ena druga stvar, ki nama ni tako všeč, in to je, da ima osnovni model iPada še zmeraj za polnjenje in prenos podatkov vhod Lightning in ne USB-C. To je res škoda, ker USB-C postaja standard na večini naprav, z njim lahko hitreje prenesete večje fajle, Apple pa še zmeraj nekako trmasto vztraja pri tem Lightningu, čeprav imajo USB-C vhode že njihovi drugi iPadi, MacBooki. Apple je pa celo sam sodeloval tudi pri ustvarjanju USB-C standarda z drugimi proizvajalci, tako da res ni, ne vem, zastopam. Če pogledamo samo napravo, boste videli, da se njen dizajn skozi leta ni nič kaj dosti spremenil, tudi letos se ni. Še zmeraj ima debele obrobe, okrog in okrog. Kakšni bezli. Stari, pa ste ziher, da je to ta pravi iPad? Mija? Za katere bodo nekateri rekli, da morajo tudi taki biti, da razprošate kakšnih na zdravje nenamernih dotikov. Nama se ta dizajn že zdi oranj zastarel v letu 2021. Je pa res, da bi kakršnakoli sprememba na tem dizajnu, da bi pomenila tudi precej višjo ceno lahko, tako da tukaj podjetju iz Cupertina ne bo preveč učitala in zamerila zaenkrat še. Če hočete imeti pač lepši dizajn, boste mogli svoje oči usmeriti proti iPad Airu, Miniju ali pa Proju. Kakor sva že rekla, midva sva na oceno dobila Wi-Fi verzijo tablice. Če bi imela LTE verzijo, bi zgoraj na hrbtni strani imela črno obrobo. Najina verzija je v tako imenovani vesoljski sivi barvi, lahko pa ga dobite tudi v srebrni barvi. Poleg tega ga lahko dobite v dveh opcijah, velikosti in notranje shrambe, 64 GB in 256 GB. Včasih so imeli na zalogi tudi samo model z 32 GB veliko verzijo, pa jo je Apple letos k sreči končno skensil. Nekaj to res pametno naredi. Res, ja. Pod pokrovom te naprave se skriva A13 Bionic čip, ki vam bo verjetno že od nekje znan, ker je bil prisoten tudi na iPhone 11 seriji iz leta 2019. Tam so ga predstavili. Tukaj ne boste torej najdeli M1 čipa iz iPad Pro in iz MacBookov, ki je itak čist preveč močen za tablice, pa tudi ne boste ga robili, ker A13 vse zadane naloge opravi res hiter, brez opaznega zatikanja, pri odpiranju aplikacij, multitaskanju in pomikanju pri sistemu. Če boste torej to tablico uporabljali za brskanje po spletu, za gledanje videov na YouTubeu ali pa za prebiranje mailov, vam bo delala gladko kaputer. Maybe se vam bo kakšna aplikacija vmes malo kdaj osvežila
ker ta iPad še zmeraj nima toliko veliko RAM-a, ampak to boste komaj opazili in boste lahko normalno nadaljevali s svojim delom. Sploh proti tistim budget Android tablicam, v katerih so govorila kakšen mesec dni nazaj, se vidi, da tale iPad deluje veliko boljš, čeprav je kao budget iPad. Sploh pri uporabi Apple, kot je na primer TikTok. Ker si pa glih omenil tudi gledanje raznih vsebin, moram pa še to napozoriti. Zaslon ima diagonalo velikosti 25,91 cm oziroma 10 inčov, kar sicer ni ogromen zaslon. That's what she said. Sploh, če boste na njem veliko multitaskali, ampak zaslon tudi ni nek presežek v primerjavi z iPad Pro ali pa s boljšimi Samsungovimi S-tablci. Je pa čisto ok zaslon za gledanje Netflixa in kakšnih YouTube videov. Letos smo pa dodali še True Tone tehnologijo, ki avtomatično prilagodi toplino zaslona glede na svetlobo v prostoru. Ta funkcija je bila na profesionalnih iPadih in iPhonih že leta nazaj prisotna, tako da je trajalo kar dolg cajta, da so jo uvedli še na začetniškem iPadu. Ampak je pa dobrodošla, sploh če v iPad gledate po noči. Apple pa se ni odločil, da bi na osnovni model prenesel Face ID, ima pa Touch ID, ki je še zmeraj skrit v gumbu za domov na spodnjem robu ekrana, kot je bilo to na iPhone 8 seriji. In prej. Ja, in ta Touch ID še zmeraj deluje odlično. So pa letos izboljšali sprednjo kamero, ki je ultra širokokotna in velikosti 12 megapikslov, podpira Appleovo novost, ki se ji reče Center Stage oziroma osrednji oder, kjer kamera pri videoklicu obreže kader, namesto da bi pokazala celotno 120-stopinjsko vidno polje, ampak vam bo še vse sledila, ko se boste premikali znotraj kadra, tako da bo boljši fokus na vas. Ta funkcija je zelo uporabna, če se med videoklicem zelo veliko premikate, ali pa če imate v kadru veliko ljudi naenkrat. In dejansko že dobro deluje, če že Cinematic Mode pri iPhone 13 še ni čisti spiljen. Na hrbtišču iPada je tudi objektiv velikosti 8 megapikslov, ki je predvsem dober za skeniranje dokumentov in za tistih par divjakov, ki delate fotke s tablicami, ker pač fotke so ok za tablice. Le se pa zdaj odličen trenutek, da nama zaupate spodaj v komentarjih, kako od vas dejansko dela fotke s tablicami. Vsi to pravijo, da so fotke slabe na iPadu. Mislim, da je to na pastoru. Čakaj, dejansko so dobre fotke. Ok, ne. Mislim, da ne. Tak, kvar. Dreži. Zdaj pa kaj je? Pravo, ne? Še eno opozorilo glede zaslona. Med steklom in zaslonom je malo prostora, ker nista iz enega kosa, zaradi česar boste tudi dobili občutek, kakor da vsebino gledate znotraj škatle. Ja. To sicer ni toliko moteče in se nekako tudi hitro navadite, sam ni pa toliko lepo, kakor da bi bil zaslon na površju, kar bi dobili pri iPad Proju, Miniju ali pa Airu. Ker se tiče audija, dobite s tem iPadom dva spodnja zvočnika, kar pomeni, da ne boste dobili glih tistega lepega prostorskega zvuka, kot ga dajo tablice s sistemom 4 zvočnikov. Ampak hej, to je tudi edini od modelov, kjer še zmeraj dobite vhod za slušalke. Kot najbrž veste, lahko na to napravo povežete tudi pametno tipkovnico za delanje zapiskov ali pa na njej tudi pišete s pisalom Apple Pencil. Zraven ju midva nisva nažalost dobila, vas pa opozarjava, da ima vstopni model iPada podporo samo za prvo generacijo tega pisala. In ja, to je tista generacija Appleovih pisal iz leta 2015, ki si jo mogel vtakniti v Lightning vhod, da si jo lahko napolnil, zraven pa si upal, da se ti ne bi Apple Pencil po nesreči odlomil. Ta iPad je drugače večkrat primeren za delanje zapiskov, za kar gre zasluga tudi iPad OS 15, ki omogoča lažje delanje zapiskov. Tudi sicer je iPad OS 15 tista stvar, ki tej tablici daje svežino, saj je s sabo prinesel nove kretnje za multitasking, lahko si določite tudi scenarije v načinu ne moti, v katerih vam aplikacije ne smejo motiti sporočili. Izboljšali so Safari in lahko bi še naštevali, ampak za to bi bil potreben še poseben video. OS 15, ja. In če greva za končno na baterijo, Apple trdi, da bi jo mogla z neko zmerno uporabo zdržati vsaj 10 ur, kar lahko potrdiva in lahko prepolnima, da je bil Apple mogoče celo enkrat še brezskromen pri tej trditvi. Ja. Se zdrži tudi krepko čez 10 ur, no vsaj pri najni uporabi je. Drži. Ponavadi so takili obični iPadi
najbolj popularne Appleove tablice, oziroma kar tablice nasploh, ampak ima pa že kar zastarel dizajn. Je pa treba priznati, da je odličen vstopen model za začetnike in z njo lahko upravite večino nalog, ki bi jih z veliko dražjim iPad Pro-jem. Je pa tudi najbolj ugodna od vseh Appleovih tablic. Okay. Verzijo s 64 GB dobite za 426 €, verzijo z 256 GB pa za 608 € per iStylu, kar je v bistvu toliko, kot stane letošnji iPad mini z 64 GB. Valjda, če želite imeti novejši dizajn, 4 zvočnike in USB-C vhod, je za vas bolj primeren iPad Air, ki pa je tudi posledično dražji. Če pa želite samo nekaj, kar vam bo dobro delalo za vsakodnevne naloge, pol se vam pa ta iPad res najbolj splača in tudi veliko boljši od katerihkoli poceni Amazonovih tablic, zato ga vsekakor priporočava kot dober nakup. Evo ljudje, to je bilo za danes to, kar smo imeli povedati o temle iPadu. Kolegu se res še enkrat zahvaljujeva, da nam ga je posodil. Če imate pa še kakšno vprašanje glede iPada, nama prosim napišite spodaj v komentarjih. Mi se pa kmalu vidimo tudi v novem videu z novo napravo. Čau!